Hvala lepa za vabilo in za lepo predstavitev. Sem pripravil neko splošno predavanje o staranju, prav posebej staranjem se ne ukvarjamo delno z razvojem novih metod zdravljenja zaenkrat pri živalih, kdaj kasneje mogoče bo to tudi prišlo k ljudem z uporabo matičnih celic, bolj za boleznimi, ki so povezane s starostjo, o čemer bom govoril nekoliko na koncu svojega predavanja. Na začetku pa sem si zastavil nekako, da vam povem na splošno o predavanju. Malo sem se bal, da bova s Tomom se preveč ponavljala, pa razen par slik, ki bojo zelo podobne, mislim, da bo vsebinsko kar precej različno, tako da bo vsak povedala nekaj svojega o staranju. Zdaj, ljudje vemo, da imamo omejeno življenjsko dobo, ki pa se precej razlikuje. Če gremo nazaj v Biblijo, imamo zapise, da so pred potopom biblijski očaki živeli skoraj 1000 let, najstarejši naj bi bil Metuzalim, ki je po Bibliji živel vseh Metuzalimovih dni, je bilo 969 let, potem je umrl. Danes vemo seveda, da to ni mogoče, da je to skoraj zagotovo izmišljeno. Čeprav, ko sem se pripravljal na to predavanje, sem našel tudi en zapis na eni biblični strani, kjer razlagajo te stvari, da so dejansko držijo in skušajo tudi vplesti genetiko v to in so razlagali, da zaradi tega, ker so bili ti očaki pred potopom toliko bliže Adamu, so imeli manj nakopičenih mutacij v svojih genomih in so zaradi tega lahko živeli toliko dalj časa, kar seveda mislim, da ne drži. Zakaj se staramo? Nekaj je že Tom povedal, v bistvu ne vemo točno zakaj, ampak ko začnemo govoriti o staranju, je najprej fajn, da se vprašamo, sploh kaj je staranje, pa znamo točno povedati. Če pogledamo malo po slovarjih, imamo zelo različne definicije, recimo Oxford Dictionary je enostavno process of growing old. Zdaj, kaj to pomeni, ni čisto razjasnjeno, ne? SSK je še malo bolj skop v svoji razlagi, pravi doba staranja je staranje. Enciklopedija Britannica ima nekoliko daljšo razlago, progresivne fiziološke spremembe v organizmu, ki vodijo v senescenco ali zmanjševanje bioloških funkcij in zmanjševanje sposobnosti organizma, da se prilagaja metabolnemu stresu, kar je drži, ni pa samo to staranje. In če gremo še strokovne slovarje, recimo slovenski medicinski slovar, postopno spreminjanje zgradbe in funkcije organizma, ki se razvijajo s časom in ni posledica bolezni. Ta mogoče pomemben del, ni posledica bolezni. Ločujemo, kar bom tudi kasneje še povedal, starostjo povezane bolezni, ki pa niso neposredno del procesa staranja. So povezane s staranjem, se pojavljajo v povezavi s starostjo, niso pa te bolezni, kot so rak, nevrodegenerativne bolezni, dejansko ne smatramo sami tako kot staranje, ampak so bolezni. In pa še recimo veterinarski terminološki slovar, naravno upadanje telesnih funkcij z leti. Živi organizmi živijo precej dolgo, nekatere rastline zelo dolgo, tale na levi zgoraj je že Tom pokazal, to je rastlina Velvečija iz Namibije, ki je ne bi bila stara nekje do 2000 let. Gledam, je spravno zgled kot povožena agava, je pa zelo trpežna, ima zelo dolgo korenino. Za Slovence pa mogoče še zanimivo zaradi tega, ker se imenuje Velvečija po, če pogledamo enciklopedijo, avstrijskem raziskovalcu Frideriku Velviču, ki bo pa zelo verjetno naš slovenski vrak Friderik Velvič doma iz Gosposveta na Koroškem, ki je pa bil opisal to rastlino med svojimi potovanji po Angoli. To mi je že omenil, da dejansko, če pogledamo naše celice, smo v bistvu nesmrtni, ker lahko naše celice so se delile vse nazaj do zelo, zelo dolgo časa nazaj. Na nekatere živali, nekaj primerov pa imamo, ko dejansko lahko rečemo, da so skoraj dosegli nesmrtnost, recimo nekaj vrst meduz, kjer se, ko se organizem postara, se celice na nek poseben način enostavno pomladijo, postanejo zopet mladi, izgubijo lastnosti starih celic in ne za spolnim razmnoževanjem, ampak enostavno za obnovitvijo organizma te meduze postanejo zopet mlade in potem živijo nov cikel življenja, ko se spet postarajo, se spet pomladijo in tako dejansko živijo večno, podobno kot naše celice, vendar brez tega, da bi del organizma brez celic umrl. Pri živalih je tudi dolgoživost precej različna. Nobena žival ne živi 1500-2000 let, tako kot sekoje ali velvečije. In nekje v povprečju je pri pticih in sesalcih pričakovana starost povezana z velikostjo. Manjša kot je žival, krajša življenjska doba je običajno, večja kot je žival, višja je življenjska doba, kar ponazuje ta diagram. S tem, da so seveda, kot v vsakem pravilu, so tudi tukaj izjeme. Imamo recimo majhni
netopirčki, to so eni zelo majhni netopiri, ki pa živijo precej dolgo, glede na njihovo velikost. Potem je znan tudi precej pogost model za proučevanje procesov staranja, je ta gola podgana, pri kateri je zanimivo tudi to, da se, kar je verjetno povezano z njeno dolgoživostjo, glede na velikost telesa, da se reproducirajo v pozni starosti, kar običajno reprodukcijska sposobnost starosti upada. Sicer pri živalih ni menopavze, tako kot pri ljudeh. Ljudje smo edina vrsta, ki poznamo menopavzo v taki obliki, kot se pojavlja pri ženskah. Poroča pri nekaterih kitih, da je morda nekaj podobnega, ampak na splošno pa sicer upada funkcija jajčnikov, ni pa pri nobeni vrsti take abruptnega prekinitve delovanja jajčnikov kot pri ženskah. Tako da tudi dostikrat sem že imel primere, so mogel koleg znanstvenikov opozarjati na to, ko so skušali študirati menopauzo na mišjih modelih, mi imamo menopauze in tega ne moramo tudi študirati. Ampak znanstveniki včasih smo v sodobnem svetu preveč zaverovani genetiki, biokemiki, da miš je mali človek, lahko se ugotovimo. Tudi mi delamo raziskave pri miših, lahko ugotavljamo neke osnovne procese, treba je pa paziti, da ne prenašamo neposredno teh zadev. No, ena vrsta, ki je pa tudi izstopa iz tega povprečja, je seveda človek, kjer je življenjska doba tudi precej daljša. Kaj sploh je življenjska doba? Tudi tukaj imamo pogosto malo nerazjasnjene pojme. Največ govorimo o povprečni pričakovani življenjski dobi. Ta se je v zadnjih letih, kot je tudi že Tom pokazal na tistem grafu, ki je kazal linearno povečevanje te starosti, dejansko močno povečevala. In da to je povprečna pričakovana življenjska doba ob rojstvu. To ni neka povprečna starost, pri kateri so ljudje umirali pred 100 leti, če pogledamo zdaj tukaj podatki za Italijo, so to 61, 29, 28 let. To ne pomeni, da je večina ljudi umrla, ki so doživeli odraslo življenje, umrli pri tej starosti. In to pogosto ne razumemo. Ne? Tudi v teh 100 let nazaj, 200 let nazaj, 300 let nazaj so ljudje živeli do 50. 60. leta, niso vsi umrli, ko so bili stari 30 let. Povprečna življenjska doba je pa tako nizka, zato ker jih je polovica umrlo v otroštvu zaradi nalezljivih bolezni, ker ni bilo cepljenja, ker ni bilo antibiotikov, ker so pili umazano vodo. V Evropi smo se začeli pogovarjati o tem, da je čistoča fajn tudi v medicini šele nekje v 19. stoletju. Recimo Arabci so nas tukaj dosti prehiteli, so že pred 1000 leti govorili o tem, da mora zdravnik si umivati roke pred operacijo, ki so to v Evropi ugotovili šele dobrih 100 let nazaj. Tako da ta napredek, kot je tudi Tom povedal, je bil v glavnem, če gledamo leta 67, potem 72 let za ženske, 66 za moške, leta 2017 je za ženske pričakovana življenjska doba 84 in 78. Nekje do 70 je bilo to v glavnem zaradi zmanjševanja umrljivosti otrok, ki vemo, da je danes zelo, zelo majhna v razvitih državah, v nekaterih manj razvitih še vedno večja, pa se počasi tudi izboljšuje. V zadnjih letih se pa izboljšuje zaradi tega, ker lahko pomagamo tem starostnim boleznim. Je pa razlika, če pogledamo pričakovana življenjska doba pri starosti 65 let je pa še višja, tako da dejansko večina ljudi, ki doseže starost, živi dalj časa, ker v tej starosti 84, 78, ta podatek, so še vedno zajeti tisti, ki umrejo mlajši kot otroci zaradi nesreč in to je tudi dosti velik podatek o tej razliki 84-78 med moškimi in ženskami, zakaj živijo ženske dlje kot moški. Kot rečeno, to je pričakovana doba ob rojstvu, če pogledamo pričakovana življenjska doba pri starosti 65 let, ko so moški preživeli ono obdobje, ko se vozijo s hitrimi avtomobili, ko prehitevajo ovinke in podobno, se ta razlika kar precej zmanjša z 6 na 3 leta. Tako da sicer je razlika še vedno, je pa precej manjša in vzrok za to, ker se ukvarjamo v laboratoriju precej tudi z razlikami biološkimi med spoloma, lahko razumemo vprašanje, zakaj ženske živite dlje, kot živimo moški. No, par vzrokov je tukaj spodaj na tih slikah, upam, da dobro vidite, so precej mehne, ampak elektrika v bazenu, senca pod badarjem, tamle na eni deski. To je malo heca, ampak dejansko je res to, veliko več moških umre zaradi raznih riskantnih delovanj kot žensk in zaradi tega tudi tem pride do te razlike. O najvišji življenjski dobi smo že govorili, tako da nam samo na hitro šel spet slika te gospe iz Francije, Clemon, ki smo jo že parkrat omenili. In pa na desni podatki iz tega članka, ki je že Tom povedal, da je precej diskutabilen, ali je resničen ali ne.
Dejansko resnica pa je to, kar ti članko navajajo, da se od smrti te gospe še ni pojavil nekdo, ki bi živel dalj časa kot ona, in to je zdaj že, mislim, da je v sredi 90-ih umrla, tako da nekako se ne povečuje pojavljanje teh stoletnikov. Če je pa to dejansko tista najvišja življenjska doba, ker nekateri tudi zagovarjajo to študijo, tudi ena norveška študija je bila kasneje narejena, ki je govorila o podobnih rezultatih, tako da je diskusabilno. Odgovora pa dejansko ne vemo. Kar je pa še en pojem pri tem, ki je zelo pomemben, ki ga pogosto pozabljamo, o katerem pa že tudi moja predhodnika govorila, je pa pričakovana zdrava življenjska doba. To pa morda en najbolj pomembnih, ker, kot je že Tom rekel, ja, lahko poskušamo z omejevanjem vnosa kalorij, o čemer bom še govoril kasneje, ampak če smo nezdravi, če se slabo počutimo ves čas lačni, nimamo energije, da bi karkoli delali, moramo povzdržati sabo nosa, ker ne moramo sedeti na stolu, ker nimamo dojenih mišic. Vprašanje, ne vem, jaz osebno, ne vem, če je to smiselno reči, malo boljše živim, ne seveda, da se pretiravamo z dobrimi stvarmi, ampak da živimo dobro življenje in tukaj je, mislim, da je glavno, kjer bi bilo fajn, da čim bolj to podaljšujemo pričakovano zdravo življenjsko dobo. Starostjo se seveda povezujejo bolezni, ki pa, kot sem rekel, niso neposredni pokazatelj staranja, sem spadajo srčno-žilna obolenja, rak, nevrodegenerativne bolezni in pa avtoimunske bolezni. In ko samo biološko staranje smatramo par procesov, ki se dogajajo v organizmih, ki sicer sem spada progresivno zmanjševanje delovanja mitohondrijev. Mitohondriji, to so celične tovarne, kakšne majhne deli celic v citoplazmi, ki skrbijo za to, da imajo naše celice dovolj energije, kar je posebej pomembno za možgane, kot je dr. Pirtošek povedal v prejšnjem predavanju. In za staranje se dejansko zmanjšuje aktivnost teh mitohondrijev in s tem upada tudi funkcija vseh celic v našem telesu, vključno za možgani. Morda je to povezano tudi s tem, z večjim propadanjem možganov, čeprav to mislim, da še ni bilo kaj dosti proučevano, ampak morda je povezano, ker so možgani tak potraten porabnik energije, se mogoče hitreje pokažejo nekatere spremembe v pozni starosti pri možganih, kot kje drugje v telesu, ki lahko še dokaj normalno funkcionira. Zmanjšuje se sposobnost tvorbe nove DNK in novih beljakovin, tako da celice delujejo slabše, celice ves čas potrebujejo različne beljakovine za svoje delovanje, od svojo strukturo, kot za to, da delujejo, opravljajo svoje funkcije. Zmanjšuje se sposobnost izkoriščanja hranilnih snovi, sicer se tudi niža osnovni metabolizem, tako da se pogosto hitreje lahko tudi nekoliko pridobimo telesne teže, ampak v splošnem je pa izkoriščanje hranilnih snovi slabše. Zmanjšuje se sposobnost popravljanja DNK, kar vodi v napake in v umiranje celic. Celice imajo mehanizme, ki ugotovijo, da se je DNK okvarjala, da je neka napaka v abecedi DNK in tako celico potem usmerijo tako imenovano celično smrt, celični samomor. In to se s starostjo pojavlja vedno več, ker mutacije se pojavljajo v telesu ves čas pod vplivom raznih dejavnikov, zunanjih, notranjih, ultraviolično sevanje, razna hrana, ki jo vnašamo, vse to vpliva in starostjo se te število mutacij povečuje, sposobnost popravljanja mutacij pa se zmanjšuje. In to potem posledica seveda poškodbe DNK, poškodbe beljakovin, maščobnih molekul in vse to vodi v propadanje celic. Še en pojem, ki ga je treba razjasniti, smo ne govorili o starostjo povezanih bolezni in pa dejansko samo biološko staranje. Dejansko, če vplivamo na te dva pojma, na starostjo povezane bolezni ali pa na biološko staranje, pri sami življenjski dobi dosegamo dva povsem različna efekta. Če pogledamo tukaj na tejle grafu, ta polna črta je normalna doba preživetja, nekje, če bi bilo to za ljudi, ki večina ljudi živi do 70-80 leta, potem začne to padati. Precejšen del ljudi, ki bodo umrli, recimo po 80 letu bo umrl zaradi ene oblike rakastega obolenja in če uspemo pozdraviti eno obliko raka, se bo ta krivulja premaknila v desno. Preveč ljudi bo preživelo to zgodnejše obdobje, ker jih bomo pozdravili, ne bo pa se
tukaj je ta krivulja nam ničlo, to nič spremenilo, ker s tem ne bomo spremenili samega staranja. Ne bomo podaljšali maksimalne življenjske dobe, še vedno bodo vsi, ki bodo preživeli tega raka, umrli v tisti maksimalni življenjski dobi, bo pa več ljudi, ki bo doživelo to življenjsko dobo. Če bi pa uspeli premagati same procese staranja, ne, se boriti samo z boleznimi staranja, bi pa dejansko morda lahko prestavili staranje v prihodnost in potem tudi povečali starost, ki bi jo lahko pričakovano dosegli. Kaj staranje je tudi že Tom povedal, da dejansko ne vemo in niti ne vemo, ali gre pri staranju za en sam centralno reguliran proces ali za veliko različnih procesov. Čisto poenostavljeno predstavljamo, govorimo, ko pripeljemo elektriko v hišo po enem velikem kablu, potem pa iz tega velikega kabla razpeljemo po vseh prostorih in ne vemo, ali gre staranje na ta način, da se začne starati ta velik kabel, ki usmerja vse ostale procese, ali pa se vsak od teh v vsakem prostoru posebej stara. Zelo verjetno pa se ti procesi prepletajo, da je veliko različnih procesov, ki so vsi med seboj povezani, ki niso neodvisni eno od drugega, tako da je verjetno pravi odgovor nekje vmes. Mehanizmi staranja so različni. Nekaj je že Tom govoril o evoluciji. Tukaj mogoče bi se čist ne strinjam, ker je na začetku rekel, se je potem malo tudi pojasnil, da še stvari se ne. Evolucija na staranje oziroma mehanizme staranja težje deluje. Zakaj? Evolucijski mehanizmi delujejo preko spolnega razmnoževanja, se pravi, da prenašamo svoje gene v naslednje generacije. Imamo pa, da staramo se običajno po tistem, ko smo dosegli oziroma presegli svojo reprodukcijsko obdobje. Ljudje imamo otroke zdaj recimo v 30-ih, včasih smo imeli celo v 20-ih starci, začnemo pa dosti kasneje. In zaradi tega je evolucijski pritisk na bolezni, ki se pojavljajo v starosti, precej manjši. Če imamo eno bolezen, recimo Huntingtonova bolezen, bolezen centralnega živčnega sistema, zelo huda bolezen, ki pa se pojavlja nekje po 35. letu starosti in zaradi tega se v času evolucije ni izkoreninila iz populacije, zato ker pač se pojavlja šele kasneje, ko se ljudje že razmnožimo, ko že imamo potomce in prenesemo svoje gene, potencialno tudi škodljive v starosti v naslednje generacije. Celo obratno je lahko pogosto, imajo geni različne funkcije v različnih življenjskih obdobjih in čeprav tega še ne poznamo dovolj, bi lahko bili prisotni geni, ki dajo neko prednost v mladosti, pa potem neko slabšo možnosti v starosti. To bi lahko bili recimo ravno geni povezani z urejanjem presnove, z energetskimi rezervami, ker bomo malo kasneje govorili v povezavi s tem zmanjevanjem vnosa kalorij, ker če boljše izkoriščamo energijo v mladosti, bomo močnejši, bomo hitreje rasli, bomo hitreje dosegli reprodukcijsko starost. V ljudeh seveda ti mehanizmi ne veljajo več povsem tako kot v naravi, ko gre za borbo, za parjenje, za samice, za prenos genov v naslednje generacije. Ampak če gremo nazaj, to seveda dolgo časa tudi za nas povsem veljalo. In na ta način bi lahko določeni geni celo favorizirali procese staranja, ker bi bili izraženi neko prednost v mladosti, kasneje v starosti pa neko slabost in hitrejše staranje. Glede genetskih mehanizmov ne vemo točno, to bi omenil, da verjetno ni nekega genetskega programa, ki bi vplival na staranje, neposredno urejal staranje. Je bilo pa v različnih študijah ugotovljeno nekaj genov, ki vplivajo na staranje, ki so pri ljudeh, ki dosegajo večjo starost, pri populacijah, ki poprečno dosegajo večjo starost, spremenjeni. Zanimivo je, da gre pri teh genih večinoma za gene, ki so udeleženi pri celičnem metabolizmu, tako da smo spet nazaj na to presnovo, na delovanje celic, na energetsko potratnost celic, manjša, ko je potratnost, zdaj časa celice živijo, kar je verjetno spet povezano z evolucijskimi mehanizmi, saj domneva se tako, da je to povezano s tem, da, kot rečeno, stališče evolucije je edino pomembno, za kar mi obstojamo, to, da prenesemo svoje gene v naslednjo generacijo. Čim bolj učinkovito, čim bolj uspešno in to lahko naredimo, če so pogoji dobri, če smo hitro zrasli, če imamo dovolj energije za parjenje, za razmnoževanje in če ni prehrane, potem tega nimamo in domneva se, da se je evolucijski mehanizem razvil, ki pri živalih podaljša ta čas, v katerem so pripravljene za parjenje.
podaljša čas spolne aktivnosti, v primeru, če v nekem obdobju ni dovolj hrane, zato da bi lahko zagotovil, da bo žival tudi kasneje v starosti, potem še vedno se lahko parila in prenesla gene v naslednjo generacijo. En tak zanimiv primer je malo povezan s tem, je pri enih antilopah. Ne vem, če kdo pozna, pri srnah v Sloveniji se pojavlja tako imenovana embriotenija, to je srne se parijo v jeseni, vendar zato, da ne bi se mladiči rodili po zimi, ko so razmere zelo slabe za preživetje, zarodek za nekaj časa v jeseni prekine razvoj, se preneha razvijati in se potem začne razvijati šele sredi zime, da potem dozori in srna povrže spomladi. No, pri nekaterih afriških antilopah se dogaja podoben proces, da ni odvisen od zime in pa poletja, ampak enostavno tega, ali je hrana ali ni dovolj hrane. Če ni dovolj hrane, se lahko razvoj zarodka enostavno zaustavi za nekaj mesecev in počaka taka breja samica do takrat, ko ima zarodek dovolj hrane in se potem lahko uspešno rodi. Tako da domneva se, da so neki evolucijski mehanizmi ti povezani s staranjem, ravno tako, da v primeru, ko ni dovolj hrane, ko ni dovolj energije, se vse skupaj proces staranja zavre, zaradi tega, da bi se organizem ohranil, da bi lahko v kasnejšem obdobju potem se razmnoževal in prenesel svoje gene v naslednjo generacijo. No in ti geni, kot sem rekel, so recimo inzulini podobno rastni faktor, povezani z rastnim hormonom, FOXO, TOR, to so nekako 3 geni, ki se najbolj pogosto pojavljajo v genskih analizah, ko ugotavljajo povezavo z dolgoživostjo pri ljudeh in vsi ti geni so povezani z celično presnovo. Eden od mehanizmov staranja je zelo verjetno tudi omejitev delitev celic. Namreč vemo, že kar nekaj časa, da se celice naše odrasle ne delijo neomejeno, ampak imajo določeno število delitev in ko izčrpajo ta bonus delitev, celice začnejo propadati in verjetno starostjo tudi se nekako izčrpa ta bonus delitev, celice se ne morejo več nastajati nove celice, stare celice se starajo, propadajo in potem počasi začne zmanjkovati te celične rezerve. Potem so tukaj neuroendokrini mehanizmi, dejansko hormoni tudi vplivajo na procese staranja v telesu. Membranski, ko se spreminjajo celične membrane, mitohondrije smo že omenjali, da se spreminja aktivnost mitohondrijev, učinkovitost teh celičnih tovarn, ki proizvajajo energijo, boljše bi reči elektrarn celičnih, ne tovarn, in pa zelo pomembni spremembe v delovanju imunskega sistema, ki ima ravno tako verjetno pomembno vlogo pri staranju, čeprav še ni povsem razjasnjena. Kaj pa povzroča dejansko to, kar vidimo in kar rečemo staranje, no, tako ne vemo natančno, spet je več teorij, od katerih verjetno vsaka delno drži in verjetno so vse skupaj sodelujejo. Verjetno ste že vsi slišali za proste radikale, reaktivne kisikove zvrsti. To so posebne molekule oblike kisika, ki z posebnim nabojem, ki zelo reaktivno reagirajo. Kisik je zanimivo zelo nevarna, zelo reaktivna kemična spojina, tako da je tak kar nekaj fenomen kemično, da smo se razvili v območju z kisikom, ker kisik ni ravno neka prijazna zadeva. In ti prosti radikali nastajajo ves čas v celicah med različnimi celičnimi procesi, vendar pa poškodujejo v tem, ko nastajajo beljakovine, maščobne molekule, DNK, povzročajo mutacije v genih in to lahko vodi v napake v delovanju celic, tudi v propadanje celic. To je skoraj sigurno, da ti prosti radikali dejansko to povzročajo. Zdaj, kako se proti temu boriti, je pa malo bolj zapleteno. Ni tako enostavno, kot poslušamo po televiziji ali pa beremo v časopisih, jemljite antioksidante, pa boste živeli zelo dolgo. Tukaj je veliko vprašanje, raziskave zadnjih let so celo pokazale, da nekateri antioksidanti spodbujajo maligno transformacijo rakastih celic, tako da pri jemanju takih pripravkov bodite malo previdni, ni to tako enostavno, kot pogosto preberemo v časopisih, tako da se pa malo pozanima. Dejansko antioksidanti so zelo vprašljivo je, če te, ki jih jemljamo, ker telo ima mehanizme, s katerimi odstranjujete proste radikale in ni nekih trdnih raziskav, ki bi pokazale, da jemanje antioksidantov res lahko zelo pozitivno deluje, kažejo pa nekatere raziskave, da lahko celo škodljivo delujejo. V to je bolj teorija deluje. Morda je kdo od vas slišal za telomere, omenili se nakratko tudi žetom. To so eni delčki na koncih kromosomov. Kromosomi so dolge molekule DNK v jedrih naših celic in na vsakem koncu kromosoma, to so take kromosome slikani za mikroskopom, te svetle pikice so pa telomere. To so deli DNK, ki nimajo neke informacije za zapise o genih, za zapise, kako ne celice delujejo, ampak
so verjetno nek zaščitni mehanizem, ki omogoča, da se te kromosomi lahko normalno podvojijo, ko se celica podvaja, ko se celica podvoji, se kromosomi podvojijo, nastane iz enega, nastaneta dva. In najbolj pogosto na koncih teh kromosomov nastajajo napake in zaradi tega so te telomere verjetno nek zaščitni mehanizem, da napake ne bi bile v kodirajočih delih, se pravi v tistih delih DNK, ki kodira za gene, ki je pomembno za delovanje celic. In dejansko se starostjo, ko se celice vedno večkrat delijo, se te telomere krajšajo. In tukaj spet ne vemo, ali je to povezano z mehanizmom staranja, ali je to samo nek pokazatelj staranja. Spet je pa zelo vprašljivo, če bi lahko to izkoriščali v kakršnekoli zdravstvene namene, zaradi tega, ker podaljševanje telomer se pa zelo pogosto zgodi v rakastih celicah, spet se pravi celice, ki se neomejeno delijo, ki zelo dolgo časa rastejo, imajo dolge telomere, se stalno podaljšujejo, tako da tudi če bi skušali celice stare, recimo v možganih, oživiti, s tem, da bi jim podaljševali telomere, bi zelo velika verjetnost bila, da bi lahko prišlo do kakšnih rakastih celic, ki bi se potem razvile. Seveda kopičenje mutacij, ki smo že omenili, ki povzroča propadanje celic in vodi v nastanek raznih bolezni. Rak je taka tipična bolezen, rak nastane je dejansko genska bolezen, ki nastane zaradi pojava sprememb v 5, 6, 7 genih. In z starostjo se seveda povečuje verjetnost, da bomo dobili takšno bolezen, ker je večja verjetnost, da se bo tekom življenja pojavljale te mutacije v vseh teh 5, 6, 7 genih, ki bodo spremenili celice tako, da bodo začele rasti kot rakave. Zaradi tega je pač rak bolj pogosto se pojavlja starostjo, pojavlja se lahko pa kadarkoli, ker gre pa za naključno pojavljanje mutacij, oziroma potem je tudi družinska obremenjenost, če nekaj teh mutacij, recimo 2-3 prinesemo že na svet, ki smo jih podedovali, je potem večja verjetnost, da bomo še 2-3 dobili v času življenja. In podobno se pojavljajo nepravilnosti v beljakovinah, beljakovine nepravilno delujejo, se nepravilno zvijajo, imajo nepravilno strukturo in to vodi v nepravilnosti v delovanju celic. Če na hitro samo, kaj vse je prizadeto, dejansko celotno telo se počasi stara. In za staranje, kot smo rekli, poteka zelo različno pri različnih ljudeh. To gospod sem posnel sam v Vietnamu, pred kratkim poleti, ko sem potoval tam. Zgleda, tako bi rekel, zelo stara, ampak bi si upotrdil, da verjetno je kakšnih 50-60 let samo, ker staramo se zelo različno. Ljudje, ki so imeli dosti slabo prehrano, težko življenje, se običajno hitreje starajo. Ena taka zanimiva opazovanje, pred par leti sem potoval tudi v Južni Koreji in bilo zelo zanimivo, ko sem opazoval, ko pa žena nam je obema padlo v oči, neodvisno, da so mladi zelo visoki, tako podobne višine kot smo mi, stari ljudje, stari Korejci so pa izjemno majhni, izgledajo. In nisem se preverjal, koliko je to, ampak zelo verjetno je to povezano s tem, ker Južna Koreja se je začela zelo pozno razvijati, do 70 let je bila izjemno revna država, kjer so imeli zelo slabo prehrano in je verjetno bil ta preskok potem hiter, recimo pri nas je šlo to bolj postopoma, ko se je izboljševala prehrana, izboljševalo zdravstvo, vse je bil bolj na hiter in se dejansko lahko v eni generaciji vidi, da je prišlo do takega zelo fenotipskega izboljšanja. Tam pa kaj se dogaja s starostjo, recimo na glavi, krajno se glava nekoliko poveča, se dobijo lobanske kosti, lasje sivijo, pojavlja se pleša pri moških. Pleša se lahko pojavlja tudi pri ženskah, v določenih primerih, če imajo preveč moškega spolnega hormona testosterona, ker zato, da se pleša pojavi, mora biti prisotna dva razloga, genska predispozicija in pa moški spolni hormon testosteron. In pa seveda tudi vsi vemo, da se začenja slabše zaznavanje zvoka vsem visokih frekvenc, slabši vid, kratkovidnost se pojavlja, ne moramo več roka, kot se nam počas daljšajo, da gledamo bolj nedaleč. Deklaracije na živilih postajajo vedno manjše in se jezimo, zakaj vedno manjši tisk delajo. In pa tudi prilagajanje samih leče trdijo. V možganih je veliko povedal že dr. Pirtovšek, tako da pač nekateri deli se dejansko manjšajo, manj povezave med nevroni, zmanjšan pretok krvi skozi možgane in posledično potem slabši spomin, izgubljanje besed in pa zmanjšanje pravilnosti. Zmanjšuje se pljučni volumen, manjša moč srčne mišice, manj krvi poganja po telesu, zaradi tega smo fizično slabši, da ne moremo enako hitro teči kot pri 20-30 letih. Vsekakor pa je, kot je dr. Pirtovšek rekel, zelo pomembno, da smo fizično aktivni tudi v starosti, da ohranjamo fizično aktivnost, ker to vpliva na celotno telo, tudi na možgane.
Pri kosteh se zmanjšuje gostota, pojavlja se osteoporoza, predvsem pri ženskah je to velik problem zaradi nenadnega padca v količini estrogenih hormonov v krvi, vendar se pojavlja osteoporoza lahko tudi pri moških ob nižanju testosterona. S tem pa je povezana potem tudi večja nevarnost zlomov, obraba prostancov bolj pogosta in pa pojavljajo se vnetja sklepov, ki so pa bolj povezana z delovanjem imunskega sistema, ki se spreminja v starosti in povzroča tako imenovane avtoimunske bolezni. Spolni sistem, že rekli smo pri ženskah menopavza, ekskluzivno pri ljudeh. Prav tako ne vemo, zakaj menopavza prišla, kaj je evolucijska, kakšen pomen ima menopavza. V menopavzi jajčniki popolnoma prenehajo delovati, prenehajo se izločati estrogeni hormoni, temu seveda sledi neplodnost, osteoporoza in pa še ena neprijetna zadeva, da ženske ste v času do menopavze nekako zaščitene pred srčno-žilnimi obolenji. V času do menopavze je srčno-žilnih obolenj precej manj, infarktov precej manj kot pri moških. Po menopavzi se začne pa ta razlika manjšati, še zmeraj jih je manj pri ženskah, ampak se počasi naslovite ženske. Tako da estrogeni tudi vplivajo na delovanje srčno-žilnega sistema, ker hormoni vplivajo na celotna telesa. Pri moških se pa zmanjšuje količina testosterona, s tem povezan manjši libido, slabša plodnost, čeprav moška plodnost lahko ostane prisotna pozno v starost. Ni neke pavze, kot menopavza, čeprav danes je kar popularno govoriti o andropavzi, ampak recimo Evropska akademija za andrologijo izrecno predpisuje, da se ne sme dodajati testosterona razen pri tistih moških, kjer se ugotovi z pravilnimi meritvami, da imajo zmanjšan nivo testosterona, ker tako dodajanje, kar včasih danes propagirajo, je lahko škodljivo za celotno telo. In pa pogosto je povečanje prostate, to je tak problem moških, ki se pojavlja skoraj pri vsakem moškem, ki bo živel dovolj dolgo, se bojo pojavile težave s prostato. Zmanjšano delovanje ledvic, zmanjšana kapaciteta mehurja in pa, kot sem že omenil, imunski sistem, zelo pomembne razlike se pojavijo. Dejansko imunski sistem delimo v grobo na dva tipa imunskega sistema, pridobljena in pa prirojena imunost. Ena temelji predvsem na celicah, druga na beljakovinah proti telesih, ki jih celice izdelujejo. In ta druga pridobljena se starostjo zmanjšuje, s tem se zmanjšuje protimikrobna zaščita, starejši ljudje imajo slabši odziv na cepljenje, slabše njihov imunski sistem prepozna spremenjene rakaste celice v telesu in pa s tem je povezano tudi slabše celjenje ran. Pojavi se pa povišana pojavnost avtoimunskih bolezni, kot so ateroskleroza, četrtenje žil je delno povezano z delovanjem imunskega sistema, ki napade drobne poškodbe v žilah, ki se nastanejo zaradi recimo preveč holesterola, preveč maščob, ko se žila zadebeli, potem pride do drobne poškodbe, nadaljnji proces je pa potem zaradi imunskega sistema, ki napade te poškodbe. Potem so vnetja sklepov in pa delno, čeprav to še ni čisto dokazano, nekateri povezujejo z delovanjem imunskega sistema proti lastnim celicam tudi nekatere nevrodegenerativne bolezni. Rekli smo že pri tisti gospe iz Vietnama, da težko rečemo na pogled, koliko je nekdo star. Pred nekaj leti, ko so prvi govorili o tem genu FOXO, ki sem ga prej omenjal, sem bil na predavanju enega kolega iz ZDA, ki je poročeval, oni so delali na populaciji nekaj Aškenazi Židov, ki živijo v Ameriki, ki so ena populacija, ki se poročajo med seboj, tako da so gensko zelo podobni, zelo redke so poroke izven te skupnosti, ki je relativno majhna. In teh so ugotavljali pri tistih, ki so dalj časa živeli, kakšne imajo spremembe v genu. In ta FOXO, ki sem ga prej omenjal, so ugotovili, da imajo tisti, ki živijo dalj časa, neko mutacijo v tem genu, da drugače deluje. Kar je bilo pa zanimivo, pa ko je kazal ta raziskovalec v tem predavanju slike ljudi, ki so imeli to varianto boljšo tega gena FOXO, so dejansko, so bili stari 80-90, pa bi rekel po izgledu, da so 60, tako da se je na prvi pogled izgledala razlika. Ampak to je, kot rečeno, to lahko zelo vrljivo, tako da se ljudje ukvarjajo s tem, kako bi lahko dejansko izmerili biološko starost in nujno enaka kronološki starosti. Ideje so različne, od tega, da bi merili enostavno krajšanje telomer, se pravi teh koncev DNK na kromosomih. Metilacija DNK, to je en poseben mehanizem urejanja aktivnosti genov, ko se na gene prilepljajo neke posebne skupine in to se povečuje starostjo, vendar spet ne linearno, tako da tudi iz tega ne moremo reči, koliko smo stari.
Spremembe pa izraženosti genov so tudi zelo različne, tako da tudi to se ni izkazalo za možno. Spremembe v celični presnovi spet se pojavljajo s starostjo, vendar spet ne tako tipične, da bi lahko iz tega ugotavljali, koliko je nekdo star. In tudi v krvi nismo zaenkrat uspeli najti nobenih označevalcev. Tako da dejansko, kot je rekel že Prešeren, ali dneva ne pove nobena kratka, saj zaenkrat ne. Star, kaj lahko naredimo? Zdaj, to mi je pokazal sliko jezera pomlajevanja. Tudi Slovenci imamo take prizore na Banjski končnici, teli iz leta 866, mlin, kamor je moški pripeljal, spet je seksistično, so samo ženske, se pravi moški je pripeljal staro žensko in v mlinu se je potem pomladila v mlado punco. Ampak vemo, da tako kot ne obstoja jezero v mladosti, tudi taka mlin ne obstoja. Lahko kaj naredimo, pa vseeno, da preprečujemo staranje. Preprečevanje, zaviranje procesov staranja lahko, kot je že dr. Pirtošek rekel, z zdravim življenjem vsekakor vplivamo na to. Raziskave kažejo, pa to ne pomeni neko ekstremno zdravo življenje, ne pomeni, da moramo biti veganci, ne pomeni, da moramo teči maraton, uravnotežena prehrana vsakega nekaj, ne preveč, zmerna fizična aktivnost, kot je dr. Pirtošek rekel, 30 minut na dan, ampak to, da se recimo malo zadihamo, je že povsem dovolj. Danes pa so raziskave pokazale, da se celice v možganih, nove celice, ki nastajajo, ki danes vemo, da nastajajo v možganih, taka fizična aktivnost za pol ure, da se malo preznojimo, pa malo zadihamo, spodbuja nastajanje novih celic v možganih. In pa tudi razni intelektualni, recimo reševanje križank in podobno, vse to lahko vpliva na nastajanje novih celic, ki lahko nadomeščajo tiste, ki nujno propadajo. Pač tega ne znamo zaenkrat, da celice v možganih ne bi propadale, lahko pa s temi zdravimi življenji poskrbimo za to, da bo več novih celic nastajalo. Zdravila, nekih pametnih zdravil zaenkrat nimamo, razen specifične bolezni, se pa seveda razvija. Druga ideja je pa, da bi enostavno obnavljali ostarele tkiva in organe. Delno to že delamo s presajanjem organov. Včasih ljudje pomislijo, da zakaj ne bi kar vsega presadili človeku, ko se postara srce, jetra, ranico, pljuča. Ampak, kot sem govoril pred časom, da enim srčnim kirurgom je rekel, da je to utopično, to ne gre, zato ker ko samo en organ presadimo, je to tako obremenitev za organizem, da njegov imunski sistem, ki ta organ prepoznava kot tujek, da to, da bi več organov enemu človeku presadili, enostavno ni zaenkrat ne realno. Govori se po zadnjih letih ne veliko o matičnih celicah in pozitivnem inženirstvu, da bi delali nove organe, da bi s celicami zdravili, ampak to je pa še zelo v začetku. Na staranje lahko, potencialno bi lahko vplivali, da bi zmanjševali, se pravi, oksidativni stres, vendar na ta način, kot smo rekli, kot se to danes dela z jemanjem antioksidantov, ne. Za vplivanje na telomere skoraj zagotovo ne. Tako da edini tak mehanizem, ki ga trenutno poznamo, ki zanesljivo deluje pri živalih in zelo verjetno bi deloval tudi pri ljudeh, je zmanjšanje vnosa kalorij, preko vplivanja na te gene, kot so FOXO, sirtuin in podobni rastni faktor. Vse to je povezano z metabolizmom in pa z rastnim hormonom. Vendar kot rečeno, je to precej taka grobo vprašanje, kaj imamo od tega, če se na tak način bi podaljševali življenje. No in pa, kot smo že omenili, matične celice pa neko več za prihodnost. Kaj so matične celice? Matične celice so zelo posebne celice v telesu, katerih značilnost je to, da se lahko obnavljajo, da ves čas iz njih nastajajo nove mlade celice in pa, da se lahko spreminjajo v različne odrasle celice. Namreč večina celic v našem telesu, ko enkrat postane odrasla celica, se ne more več spremeniti v drugo celico. Ko jetrna celica enkrat postane jetrna celica, ne more več iz nje nastati mišična celica ali možganska celica. Matične celice imajo pa to značilnost, da se lahko spremenijo v različne celice. Iz kje jih dobimo? Večina vas verjetno pozna embrionalne matične celice, ki pridejo iz majhnih zarodkov, preden se dejansko formira oblika telesa, temu rečemo blastocista, taka je skupina celic, predstavlja izvor embrionalnih matičnih celic, ki so zanimive zaradi tega, ker se lahko jih usmerimo njihov razvoj, ko bomo poznali vse procese, zaenkrat jih še ne, v katerikoli tip telesnih celic. So pa zanimivi problemi, prvi samo pridobivanje, ker moramo za to uničiti zelo majhne človeške zarodke, da dobimo te celice. Drugo, to je pač etično vprašanje, drugo pomembno vprašanje je pa to, da so te celice
se zelo hitro delijo, zelo rade rastejo in so po številni značilnosti podobne rakastim celicam. In dejansko, recimo, če pri miših delamo s temi celicami, če te celice enostavno usadimo v miško, bojo z njih nastale rakasti tumori, tako da bo treba to ugotoviti, preden bi se kdaj lotili uporabe embrionalnih matičnih celic za zdravljenje, kako rešiti ta problem nevarnost nastanka tumorjev. Ampak na srečo se nahajajo v telesu tudi odrasle matične celice, ki so precej drugačne, so nediferencirane celice, se pa ne delijo povsem neomejeno in ne morejo se spremeniti v čisto vse celice, se pa nahajajo v posameznih organih, celice, ki lahko zrastejo iz njih nove celice tistega organa, recimo v možganih živčne matične celice, te pa predstavljajo neko rezervo za popravljanje organov, za nadomeščanje odmrlih celic, kar tudi organizem dela, vendar ne v zadostni meri v starosti, in te bi pa lahko morda v prihodnosti kdaj pomagale tudi nekako odlašati procese staranja. In problem je, da se, zakaj se naš organizem ne obnavlja, je tudi za matičnimi celicami, da sicer so prisotne v odraslih tkivih, ampak se starostjo njihovo število močno manjša in pa tudi njihove sposobnosti so vse slabše. Zdaj delamo eno raziskavo, ki delamo sicer pri miših, kako se obnašajo celice, ki so iz različno starih mišev pridobljene. To so začetni rezultati, tako da tukaj je en stolček manjka, ker še nimamo rezultatov, ampak to je čas, ki ga celice potrebuje za to, da se podovijo v povprečju in vidimo, da se ta čas zelo povečuje pri tkivu, ki ga vzamemo, celicah, ki vzamemo. 3 tedne stare miške se pomnožijo v manj kot 2 dneh celice, pri starosti 6 mesecev, to traja že 3-4 dni. Pri miši, ki je stara 1 leto, pa to še ni zelo stara miš, kot je Tom rekel, je stara miš nekje po 18 mesecih, ne po 12 mesecih, pa vidimo, da je to že skoraj 10 dni, da se celice podvojijo, tako da ta podvojitveni potencial miši celic zelo veliko slabši. Tako da ideja, kako bi lahko pomagali z matičnimi celicami, je ali da bi vplivali na celice v telesu, da bi jih nastajalo več, da bi se boljše obnavljale, da bi bile bolj učinkovite tudi v starosti, ali pa da bi enostavno zdravili s celicami ali z umetnimi organi. Nekako na celice v telesu vplivati zaenkrat nimamo nekih načinov, nimamo nekih zdravil, ki bi neposredno vplivala na celice, da bi vzeli tabletko, pa bi zaradi tega nastajalo v naših možganih več matičnih možganskih celic in smo spet pri zdravem življenjskem slogu. Preko raziskave so dejansko pokazale, da fizična in intelektualna aktivnost neposredno vplivajo na nastajanje novih celic v možganih. Pred par leti sem eno predavanje poslušal, kjer so poročali tudi o tem, da je bilo pri podganah, da je spolna aktivnost vplivala na nastajanje novih celic v možganih. Čeprav te raziskave niso pokazale, so bile tudi dejansko pri spolni aktivnosti, smo tudi fizično aktivni, tako da mogoče bo to samo enostavno pri fizični aktivnosti, ne pa neposredno spolne aktivnosti. Ideja o zdravljenju s celicami ali umetni organi je pa, da bi pač vzeli celice, iz njih naredili nove organe. Prednost takega delovanja bi bila ta, da ti organi bi bili dejansko naši lastni organi, naredili bi iz naših lastnih celic, zaradi česar ne bi bilo težav z presajanjem organov, za zavračanjem tkiva, vendar pa smo od tega še precej daleč. Če ne poznamo dovolj procesov, da bi znali celice v epruvetki usmerjati v točno določeno smer razvoja, da bi potem to uporabili za presajanje. Uporablja se pa že tako v veterini, kot tudi že v humani medicini matične celice za zdravljenje nekaterih bolezni. Mi že nekaj let uspešno uporabljamo to za zdravljenje psov in konjev, pred kratkim so začeli pa tudi pri ljudeh na ortopedski kliniki zdravljenje vnetih sklepov, osteoartritisov z matičnimi celicami, ko celice brizgamo neposredno v oboleli sklep in celice tam spodbujajo naravne procese zdravljenja. In pa zelo uspešno tudi v kliničnem centru v Ljubljani dr. Vrtovec uporablja že, mislim, skoraj 10 let matične celice pri nekaterih oblikah srčnega popuščanja, ko brizgajo matične celice, bolniku lastne matične celice v srce, ki vsaj delno, ne popolnoma, ampak izboljša funkcijo srčne mišice na ta način, da boljše delujejo. Kaj delajo celice, dejansko zaenkrat ne vemo točno, verjetno pa ni to, kar smo vsi nekako mislili 10-15 let nazaj, pa kar večina
javnosti še danes misli, da se celice spremenijo v poškodovano tkivo. Dejansko raziskave v zadnjih letih kažejo bolj na to, da te celice so kot neke mehke farmacevtske tovarne, izločajo številne dejavnike, številne faktorje, ki vplivajo na okoliško tkivo in najbolj verjetno je, da pomagajo pri zdravljenju na ta način, da spodbujajo notranji procese zdravljenja, ne da se same spremenijo v hrustanec, da naredijo. To so dejansko pokazali, da matične celice, ki jih v hrustanec v sklepu vbrizgamo, ne grejo v hrustanec, ampak spodbudijo nastanek novega hrustanca z celic, ki so že prisotne. Spodbudijo procese, ki jih organizem je sposoben narediti, ni pa zaradi nekih znanih vzrokov, ki jih ne poznamo, pa tega ne naredi. Tako da imajo tako podporno funkcijo pri delovanju tkiv, zavirajo vnetne procese, zavirajo propadanje celic, celično smrt, apoptozo, ki sem prej omenil, pomagajo, da se tkivo ne razbotini, ker je zelo pomembno pri določenih poškodbah, pa na notranjih organih, in pa spodbujajo diferenciacijo nekaterih celic, da se celice, ki so prisotne kot rezerva v telesu, začnejo naprej razvijati v prave celice. Tako da zaenkrat, tako kot je dr. Petrošuk rekel, za zdravo staranje nam ostanejo te zadeve, zaenkrat nimamo nekih zdravil, čudežnih tablet, ki bi jih lahko jemali, tako da fizična aktivnost, družabno življenje, zdrava prehrana, produktivnost, malo pa tudi prispevajo seveda geni, če imamo dobre gene, nam to tudi lahko pomaga. V prihodnosti bo verjetno tudi kakšna zdravila in pa mogoče tudi smo lahko pomagali z matičnimi celicami, vendar zaenkrat to še precej daleč naprej. Žal tudi znanost v zadnjih letih postaja vse mora biti na hitro, tako kot vse ostalo v našem svetu in pogosto znanost preveč hitro obljublja določene stvari. Mene pogosto sprašujejo pa, zakaj še z matičnimi celicami ne zdravimo vsega. Enostavno zato, ker je kratek čas minil. O matičnih celicah smo prvič človeški začeli govoriti pred 20 leti. Vemo, da danes, ko razvijo neko novo zdravilo, standardno zdravilo oblike kemikalije, traja 10 do 15 let, da pride tako zdravilo na trg, da se preizkusi. Pri matičnih celicah gre pa za posebno nov koncept zdravljenja, za posebno nove paradigme, kako vplivati na telo in je to normalno, da traja toliko časa, da bomo ugotovili, kako in na kakšen način delujejo. Tako da za zdravo staranje je to. Glede, kako dolgo bomo živeli, pa sem mogoče tukaj malo jaz drugačnega mnenja kot tom, da se vseeno bolj nagibam k temu, da imamo neko omejitev, je to 120 let ali je več, ne vemo in vprašanje, jaz sem bolj pesimističen, da bi lahko kdaj to podaljševali v nedogled, v 200, 300, 400 let, da bo za večno življenje boljše poslušati Antona Aškerca, ki je rekel, da v delih svojih živo samo boš večno. Hvala lepa. Najlepša hvala za predavanje. Jaz spet predlagam, če mogoče, da si vzamemo čez eno vprašanje, če je. Ja. Doktor Marič, govorimo o tej kronični neprespanosti, o tem, kako nam vse manjka spanja. Koliko pa to vpliva, recimo? Pravijo, manj spanja, hitreje se boš staral, kako je pa s tem? Ja, spanje je vsekakor pomembno. Ki ljudje rabimo od 7 do 9 ur spanja na dan, če ga imamo premalo, to ima posledice za zdravje zagotovo. Tako da kronična nespečnost vpliva, koliko neposredno staranje je povezano, ne vemo. Povezuje neke raziskave, kažejo, da je povezano z metabolizmom, da se debelost pogosteje pojavlja pri tistih, ki so kronično neprespani, z menjavanjem ritma, recimo službe, ki pogosto delajo po noči, po dnevi, enkrat po noči, so nekatere raziskave pokazali celo povezano z nekaterimi oblikami raka, tako da to je problem. Točno neposredno povezava s staranjem, pa mislim, da ni dejansko staranje, vse manjša nekoliko potreba po spanju. Verjetno vsi vemo, vsaj po sebi vem, da ne moram več spati kot najstnik, ko sem spal do 12, da se vedno zbudim med 6 pa 7 zjutraj. Čeprav, ko sem imel letos spomladi zdravniški pregled, pa je zdravnica še malo starejša od mene, pa me vprašala, spite v redu, sem načeloma v redu, sam zbujam se do zgodaj, pa rekel, tam kakšne pol 7, to je v redu, jaz se v 5. Tako da, to je pa treba skrbeti, skušati moramo, da imamo čim bolj zdrav spanec, da poskrbimo za okolje, v katerem lahko spimo.
ki je dosti drugega, pa ja, težave se pojavljajo s starostjo, kako na njih vpliva, da ljudje težje spijo, pa dovolj pa kakšen, ki se prav s spanjem ukvarja, vprašati pa nisem to moje področje.